Dobrodošli nazaj. Če si mogoče tukaj prvič, moje ime je Nejc in danes bomo spet nekaj šraufali. Se pravi, gre se za to, da bomo probali namestiti kaškor na eno felno in seveda namestiti gumo. In vse to skupaj narediti s čim manj hasla oziroma s čim manj izgubljenih živcev. Preden ko nadaljujemo, samo toliko, da povem, jaz nisem mehanik, ne delam v nobenem bike shopu, karkoli povezano s tem. Enostavno rad doma šraufam, že od nekdaj sem. In ena izmed stvari se mi zdi, da za nekega poprečnega mountainbikera je to, da mora znati, kako si narediti wheelset na tubeless in mogoče, če je ta potreba, tudi zrihtati kaškor na svojo felno. Se pravi, kaj rabimo? Več kot očitno. Najprej seveda kaškor, druga stvar je felna. Felna naj bo definitivno kvalitetno polepljena pač s primernim trakom, se pravi, da ne pušča da ni dobenih luknjic, ki bi pač lahko silent stekel ven, oziroma pač, da ne bi vse skupaj v redu tesnilo. Zdaj, načeloma jaz vedno uporabljam Gorilla Tape, ampak ko nameščam kaškor, pač probam se temu izogibati, zato ker je malenkost debelejši kot dejansko prav tape. In predvsem zaradi tega, ker je nared iz takšnih vlaken, ki ob namestitvi včasih lahko zahaklaš in dejansko cel trak zdrsne, pri tem pa se pač samo majhna poškodba naredi, ki pač ni nujno, da sploh vpliva na kakšno negativno funkcijo. Teda, to je to. Trebali bomo še seveda ventilček, ki ga pač dobite zraven, in nek tire lever. Če je le možno, bi bilo idealno, če uporabite od kaškora, jaz ga pač sicer nimam, tako da s tem bo tudi šlo, je pa zelo priporočljivo, da si bomo dali eno servetko tu gor, ko bomo pač samo gumo potiskali v sredino felne. Kavica. In gremo dalje. Se pravi, prva stvar, ki začnemo, je to, da vzamemo kaškor iz škatle. Tako. Druga stvar je ta, da najdemo na sami felni, kjer je ventilček, in si na tej strani priprimemo, vzamemo nožek in ciramo, kjer je dejansko mesto, kjer bo šel ventilček, in na tej strani naredimo zelo majhno luknjico, oziroma en taki križek mogoče, se pravi čist mala, zelo plazljivo, zato ker enostavno ta trak je tudi zelo tanki in če naredimo preveliko luknjo, mogoče je možnost, da se skupaj ne bo v redu tesnilo. Vzamemo ventilček, imamo skozi, damo gor gumico, matico in vse skupaj z občutkom zategnemo. Se pravi, s prstom potisnemo noter in pač zategnemo toliko, da se nam zdi primerno, ne pa se zdaj življati na tem. Zdaj, ko imamo ventilček nameščen, vemo, da je trak brezhiben, lahko nadaljujemo z namestitvijo kaškora. Se pravi, naslednja stvar je to, da bomo šli dejansko vzeli felno, jo dali na tla in sledi zelo pomembna stvar. Se pravi, sam kaškor bomo raztegovali proti tlom, ne vlekli k sebi. In smo pripravljeni za nadaljevanje namestitve kaškora. Se pravi, primemo kaškor, se naslonimo na felno, in z rokami že zdaj v tej točki raztegujemo kaškor proti tlom. Se nasloniš gor, razteguješ, še. In se že skoraj na koncu, samo obrneš in potem čisto malo se potrudiš in je sam kaškor nameščen. Vse, kaj še ostane, je to, samo da ga probamo poglihati na sredino. In smo pripravljeni na namestitev same gume. Nadaljujemo tako, da enostavno vstavimo samo felno v gumo. Ta del je načeloma dosti preprost. Poglihamo in spravimo samo gumo čez kaškor. S tem smo končali. Se pravi, naslednja stvar, ki jo moramo narediti, je to, da vzamemo en koš. Namestimo samo felno na koš. Ko imamo felno nameščeno na sam koš, je naslednja stvar meni pomembna je to, da poravnam maxi slogo z ventilčkom oziroma katerikoli brand gume vozite. Pač meni tako osebno lepo zgleda. In nadaljujemo lahko z procesom nameščanja gume na samo felno. Se pravi, tukaj je pač pomembna stvar to, da
Primemo gumo, jo potegnemo k sebi, s palci zahaklamo kaškor in gumo in tako bit spravimo pod sam rob. Okay? In to ponavljamo pač skozi celo felno. Jaz upam, da se na kameri vidi, pač enostavno sem sam, tako da. Se pravi, še enkrat, primeš gumo, jo potegneš rahlo k sebi, s prsti dvigneš kaškor, gumo spraviš spodaj in se zahakla. In greš vse okoli. Marsikdo sicer gumo poškropi s kakšnim milom, cetom, čemerkoli, ampak enostavno jaz ne, lahko pa seveda probate. Sedaj smo prišli do točke, kjer enostavno guma več ne gre na felno, brez da bi uporabil lever. Ampak tudi, če bi samo z leverjem probal gor zašpanati, verjetno bi felno zvil oziroma nič kaj pametnega se ne bi zgodilo. Se pravi, naslednja stvar je, ki jo moramo narediti, je to, da vzamemo ta lever in eno servetko namestimo tako na dlan in gremo okoli felne. Se pravi, tukaj bo cilj, da ta rob, ki ga vidite od gume, se pravi, ki označuje, da je pač sama guma pravilno nameščena na felno, takrat, ko je napihena, oziroma takrat, ko je zrak noter, potisnemo čim bolj proti sredini felne. Se pravi, da se vsede na notranji stran, tukaj po sredini. Okay? S tem bomo pač pridobili malo sleka na gumi in tako bomo lažje z zgornje strani zahaklali. Evo, in tako smo brez nekih večjih težav namestili gumo na felno, uporabili smo lever, da smo pač potisnili rob gume čim dlje tu noter na sredino, pri tem smo pazili, da z leverjem ne poškoduješ samega traku, ki je pač nalepljen na felno. Spodaj in brez nekih večjih težav je sama guma nameščena. Skoraj smo že na koncu. Naslednja stvar, ki nam ostane, je še samo to, da enostavno nalijemo silent v gumo. Fajn je, če imate kakšno tako embalažo, jaz sicer iz večje embalaže prelijem silent v to manjšo, zato ker ima priročen ta nastavek, da je lažje vlivati sam silent v gumo. Evo in tako, enostavno vse, kaj še ostane, je to, da gumo dobro pretresemo, naj malo poskače, zato da dejansko silent gre vse okoli gume, dosti dobro zatesni vse skupaj in smo ready za furanje. Pa smo prišli do konca, se pravi, trak je pravilno nameščen, ventilček ne spušča, kaškor smo spravili gor, guma je gor in tudi pravilno stran je obrnjena, ker ne je bilo prvič, da je mogel vse skupaj dol vzeti. Še enkrat se naredi, zato ker pač rotacija pneumatike ni bila ok. In še enkrat, jaz nisem mehanik, to je zgolj način, kako jaz ta kos pene spravim na felno. Če ti narediš to kako drugače in veš, da je boljše, daj napiši v komentar, da bo vsi ostali tudi to vedeli, da jaz vem in da naslednjič tudi probam. Zdaj pa še ena zelo pomembna stvar, preden ko zaključimo, in to je, če želiš postati del tega community na YouTube, daj v komentar napiši, kakšne videe želiš ti gledati, se pravi, kaj te zanima, kaj naredim na naslednjem videu. Se pravi, ali je to spet kak DIY projekt, oziroma ne vem, kako spremeniti navadni wheelset v tubeless, kako pravilno nastaviti višino sedeža, karkoli. Če bo le mogoče, definitivno posnamem video in za vsak komentar, vsak predlog bom zelo hvaležen. Lajkaj, subscribaj, sharaj in definitivno se vidimo na naslednjem videu. Čau!